Ko si ljudje predstavljajo morilca, si pogosto predstavljajo moškega. Vendar se nekateri najbolj pretresljivi primeri umorov začnejo z žensko, za katero nihče ni sumil, da bi lahko storila kaj tako groznega, razen žrtve v tem primeru. Več mesecev pred svojo smrtjo je Karen večkrat izjavila: "Če se mi kaj zgodi, jim povejte, da je to storila moja sestra. Ona me bo ubila." Ko ženski brez sledu izgine sestra, se začnejo kopičiti vprašanja. Zelo težko je bilo razločiti, zato ni bilo nobenih novic od nje. Poklicali bodo, zato obišči zdaj, če lahko. A na nekatera od teh vprašanj detektivi dobijo odgovore, ko naredijo grozljivo odkritje. Ko odprejo le del tega, tako opazijo grlico z imenom Karen. Vedeli so, da so najverjetneje našli Karen Pice. Oseba, za katero tožilci verjamejo, da je odgovorna, ni bila neznanka, vsiljivka ali nasilen bivši fant. To je ženska, ki si z žrtvijo deli DNK. Mirno življenje, ki si ga je ustvarila Karen Pice, se je končalo konec maja 2021. In končala ga je prav ta ženska tam, Deborah Patton, njena edina sestra. Raziskujemo, kako se je ta družinski odnos razpletel in postal smrtonosen. Sem Elizabeth Milner in dobrodošli v tej epizodi serije Zločinke. Carrollwood, Florida. Tam spoznamo tokratno zločinko Deborah Pice Patton. Debra, rohena septembra 1953, naj bi večino svojega življenja preživela v in okoli Carrollwooda. Tudi njena družina je tam ostala več let, vključno z Deborino sestro Karen Pice. Karen je Deborina mlajša in edina sestra. A za tiste, ki so Karen najbolje poznali, je bila še veliko več. Bila je zvesta, radodarna in globoko predana ljudem, ki jih je imela rada. Verjela je, da moraš stati ob strani družini, ne glede na vse. Odnosi med Karen in Deborah naj bi bili skozi leta napeti, vendar pa Karen okoli leta 2010 dovoli Deborah, da se preseli k njej v njen dvosobni dom v Carrollwoodu. A skupno življenje njunega odnosa ni čudežno popravilo. Še vedno sta bili odtujeni, čeprav sta živeli pod isto streho. Ko Karen nekaj let kasneje nenadoma izgine, se pojavi zaskrbljujoče vprašanje. Kaj se je v resnici zgodilo v tistem domu? To nas pripelje do 30. maja 2021, ko prijatelji Karen prijavijo njeno izginotje šerifovemu uradu okrožja Hillsborough. Po besedah prijateljev je bila Karen oseba, ki je vedno se oglasila na telefon. Zelo nenavadno se jim je zdelo, ko je nenadoma prenehala odgovarjati na njihova sporočila in klice. Zato so postajali zelo zaskrbljeni, saj niso ničesar slišali od nje. Poklicali jo bodo ali pa jo obiskali, karkoli bo potrebno. V soboto po 21. ali 22. bi šla k Debi in Kelly. Ker je bila Debi bolna in me bo poklicala in mi povedala, kako je videti Debi, ker je že nekaj časa nisem videl. In če bi bila v redu in vse, ampak tega klica nisem nikoli dobil, kar je vse skupaj sprožilo. In potem, ko smo ji pošiljali različna sporočila in sem ji pisal, glede las, pa ni odgovorila, razen tistega zunaj, to zunaj me je zelo vznemirilo. Karenini prijatelji pravijo, da so se oglasili pri njej doma, samo da bi se prepričali, da ni kaj nenavadnega. Takrat so opazili njen avto pred hišo, vendar Karen ni bilo nikjer. Policisti iz okrožja Hillsborough so se 29. maja odzvali na Karenin dom in govorili s Karenino sestro Deborah Patton. Deborah pravi, da nima pojma, kje je Karen in se ne spomni, kdaj je nazadnje videla ali govorila s svojo sestro. A vendar so policisti opazili nekaj nenavadnega. Karenina torbica, denarnica in njen avto so še vedno pri hiši. Policisti se naslednji dan vrnejo v hišo in Deborah pove isto zgodbo. Toda med drugim obiskom hiše so policisti opazili na novo prekopan del zemlje na dvorišču. Preiskovalci so pridobili posnetek nadzorne kamere, ki jo je imela hiša čez cesto. Naj bi prikazoval Karen Pice, ki je bila približno 1,5 ure zunaj svoje hiše zjutraj 24. maja. Potem je nikoli več ne vidijo na posnetkih nadzornih kamer. Na posnetku nadzorne kamere pa so opazili še nekoga drugega, Karenino sestro, Deborah Patton. V dneh med 24. majem, ko je Karen nazadnje videna na domači nadzorni kameri čez cesto, in 29. majem, ko policisti prvič pridejo do hiše, naj bi Deborah na posnetkih nadzornih kamer odnašala več velikih črnih vreč za smeti v smetnjak. Prav tako so jo ujeli, ko je sprehajala svojega psa in dvakrat so jo videli, kako se odpelje in vrne s Kareninim avtom.
Kriminalisti so Debora zaslišali 30. maja 2021. Pove jim, da čeprav sta sestro živeli skupaj približno 10 let, v resnici ne govorita ali komunicirata druga z drugo. Razkrije, da je pred kratkim imela osebni spor s Karen, vendar kriminalisti pravijo, da ne želi razkriti, kaj se je zgodilo. Preiskovalci pridobijo nalog za preiskavo Kareninega doma. Njihova pozornost se znova usmeri na tisti na novo prekopan kos zemlje. Zato začnejo kopati. Približno 60 cm globoko najdejo nekaj, zavitega v črne vreče za smeti in blago, privezano z elastičnimi vrvicami in lepilnim trakom. Tam naj bi se zadrževal poseben vonj. Ta potrdi njihove najhujše sume. V vrečah za smeti je truplo. Po navedbah urada sodnega zdravnika je okoli vratu zlata verižica z napisom Karen. Uradniki so kasneje potrdili, da gre za truplo Karen Pace. Ne pozabite, edina druga oseba ujeta na nadzorni kameri, ki je po 24. maju prihajala in odhajala iz hiše, je Karenina sestra Deborah Patton. Preiskovalci aretirajo Debora. Sprva gre le za obtožbo zlorabe trupla, kar je kaznivo dejanje druge stopnje. Tako ostane, dokler sodni zdravnik ne opravi Karenine obdukcije. Vodja sodne medicine v okrožju Hillsborough potrdi, da je Karen umrla zaradi strelne rane v prsni koš in urad Karenino smrt opredeli kot smrt zaradi nasilnega dejanja. Deborah Patton se zdaj sooča z dodatno obtožbo za umor druge stopnje s strelnim orožjem. Zanimivo je, da v poročilu o aretaciji ni omenjen noben motiv. Kaj bi lahko Deborah Patton privedlo do tega, da naj bi ubila svojo sestro in zakopala njeno truplo na svojem dvorišču? Deborah Patton je prepeljana v okrožni zapor Hillsborough. Njena varščina pa je določena na več kot $250,000. Vendar novica o aretaciji Debora ne šokira nikogar v ožjem krogu Karen Pace. Po besedah Kareninih prijateljev je bil odnos med Karen in Deborah več kot le odtujenost. Pravijo, da je Karen pred svojo smrtjo izrekala opozorila, ki se zdaj zdijo zlovešča. Svojim prijateljem je rekla: "Če me najdete mrtvo, je to storila Deborah." To je dolgoletna prijateljica Karen, Kathy Winkup, razkrila za Tampa Bay Times leta 2021. Po njihovem poročilu so Karenini prijatelji vztrajali, naj Deborah vrže ven, a je Karen vztrajala, da tega ne more storiti, ker je Deborah njena družina. Tako sta kljub napetostim še naprej živeli skupaj. Toda Deborahin primer več let ni prišel pred poroto. Med letoma 2022 in 2024 je bila razglašena za nesposobno za sojenje in je ostala v državni psihiatrični bolnišnici na zdravljenju. Toda februarja 2020  5 sodnik odloči, da je Deboraha sposobna za sojenje in njeno sojenje s poroto je načrtovano za začetek leta 2026. 13. januarja 2026 se začnejo uvodne izjave. Tukaj je pomočnik državnega tožilca okrožja Hillsborough, John Terry. Karen Pace je živela preprosto v mirni soseski v naselju Carrollwood. Bila je upokojena inženirka iz podjetja Verizon. Imela je ožji krog dobrih prijateljev in uživala je v vrtnarjenju. Rada je delala na svojem dvorišču. Uživala je v pranju svojega avtomobila. Sosedje bodo povedali, da so jo pogosto videvali zunaj, pravzaprav zelo redno. Kraj, kjer je živela, sem da si lahko predstavljate, je bil točno tam, kjer je ta rdeča oznaka. To je bil njen dom. To je dom z 2 spalnicama. Tam je živela, to je bil njen dom. Kupila ga je. Sprva je tam živela s svojimi starši, dokler nista oba umrla. In nato je tam živela s svojo sestro, Deborah Patton. Deborah Patton in Karen Pace se nista dobro razumeli. Nista komunicirali. Prijatelji bodo povedali, da je Deborah nekaj časa včasih prišla ven, ko so bili tam, potem pa sploh ni več prihajala ven, ko so bili tam. In ko je prišla ven, se zanje sploh ni zmenila. Lahko so zaznali in videli ter čutili napetost med tema 2 sestrama, ki sta živeli skupaj v tej hiši. Mirno življenje, ki si ga je ustvarila Karen Pace, se je končalo konec maja 2021. In končalo se je po zaslugi tiste ženske tam, Deborah Patton, njene edine sestre. Odpravita se na dvorišče. In tam Debbie to vidi.
Vedela je, da je Karen zelo dobro skrbela za svoje dvorišče. Vedela je, da je Karen pravkar dobila limonovec, sadiko. In ko je o tem vprašala Deboro, je ta rekla, da je to z drevesa. To je limonovec, ki je bil še sadika. To je 8 čevljev dolga jama. Tako se Debbie sooči z njo. Vprašajo, ali je Karen v tej jami? Ali je Karen v tej jami? In slišali boste, da jo Deborah Patton preprosto ignorira. Reče, ne vem, o čem govorite. Ko detektivi končno dobijo nalog za preiskavo, kaj je prva stvar, ki jo naredijo? Gredo na tisti kos zemlje. In začnejo kopati. In slišali boste, kako so to naredili. Preiskovalci umorov, forenziki, počasi, a vztrajno, da ne bi česa premaknili, so kopali in kopali in kopali. In približno 60 cm globoko boste slišali, da so nekaj začutili. In kar je še pomembneje, nekaj so zavohali. Prepoznali so vonj razkrajanja. Vedeli so, da imajo tam spodaj neko truplo. Med uvodnimi izjavami obramba trdi, da je bila Debora le lahka tarča. Trdijo, da je nedolžna. Dokaz. Brez vsakršnega razumnega dvoma je breme, ki so si ga tožilci naložili sami, ko so vložili obtožbo za umor 2. stopnje proti Deborah Patton, da dokažejo svoje trditve z dejstvi in dokazi. In Deborah Patton je aretirana, obtožena in sedi tukaj pred vami, ne zato, ker bi našli kakršenkoli dokaz, da je ubila Karen Pice. Ne zato, ker bi našli kakršenkoli dokaz, da je ubila gospo Pice. Obtožena je umora 2. stopnje, ne zato, ker bi imeli kakršenkoli dokaz o tem, kaj se je zgodilo, ko je umrla Karen Pice. Ampak ona sedi tukaj, ker preprosto niso vedeli, kaj drugega naj storijo v tistem trenutku. In čeprav je bilo to z njihovega vidika takrat dovolj, da so jo aretirali, to za vas ni dovolj. Gospodična Patton je nedolžna, tako nedolžna, kot je danes tukaj. Niste slišali nobenih dokazov, niste videli nobenih dokazov, niste slišali nobenih prič. Ona je nedolžna. To se ne bo spremenilo v nobenem trenutku med tem sojenjem. In prosila vas bom, da izrečete oprostilno sodbo. Prve priče, ki jih porota sliši, so Karenine tesne prijateljice, kot je Pam Nelson. In ko ste bili skupaj, se je Debora pridružila vam in preživljala čas z vami? Na začetku, ja. Na začetku, v redu. Ali ste kdaj opazili, da se v njunem odnosu nekaj dogaja? Da. Ste opazili, da sta začela postajati bolj odtujena drug od drugega? No, ko smo hodili k njej, je imela Karen zastekljeno verando, kamor je dala okna, in tam smo sedeli, ker je večina od nas takrat kadila. Cigarete. Ja. Deborah bi prišla ven, igrala bi igre in pile. In najprej bi prišla ven, vedno je pila vino in sedela z nami ter igrala igre. Potem pa je prišlo do tega, da je sicer prišla ven in govorila z nami, a se ni več ustavila, da bi igrala igre. Kasneje pa je bilo tako, da je samo še šla mimo. Budija, svojega psa, je peljala na dvorišče, da je šel na stravišče. In je šla mimo, ne da bi sploh govorila z nami. Včasih smo šli tja, pa sploh ni prišla iz spalnice. Med pričanjem Pam razkrije, da je vedela, da je nekaj narobe, zaradi nekaterih sporočil, ki jih je prejemala od Karen. Niso zvenela, kot da jih je dejansko poslala Karen. Ali je Karen rada hodila k frizerju? Ja, pritoževala se je, da ima predolge lase. In ko se je začel COVID, smo imeli frizerko, ki je prišla k nam domov in nam postrigla lase. Zato sem ji rekla, da bom poslala sporočilo Lindy in preverila ter uredila termin. In tako sem tudi naredila. In ali si uspela dobiti termin? Ja, dobila sem ta termin. In naslednji dan sem ji poslala sporočilo, da sem dobila ta termin. Je to v redu zate? In v četrtek sem prejela sporočilo nazaj, ki je reklo, bom raje preskočila. Ali se ti zdi, da bi ti to rekla Karen? Karen nikoli ni dala prekratkega odgovora.
Vedno je imela razlog, zakaj ne bo prišla, ali pa, veš, vedno je dala dolgo razlago. In striženje las je bilo nekaj, kar je rada počela in si je to želela. Ja, bila je izbirčna glede svojih las. Prav. Vas je to skrbelo? Ja, to je bilo v četrtek in poslala sem sporočilo Kelly, ker se nam ni oglasila. Po 21. 22. je nameravala iti Debbie in Kelly v soboto. Takrat bi šla k Debbie in Kelly, ker je bila Debbie bolna. Nameravala me je poklicati in mi povedati, da mi bo povedala, kako je videti Debbie, ker je že dolgo nisem videla in če je z njo vse v redu in tako naprej. In tega nikoli nisem dobila, kar je vse skupaj sprožilo. In potem, ko so ji pošiljali različna sporočila, sem ji pisala tudi glede las, pa ni odgovorila, razen tistega, bom raje preskočila. In ta odgovor me je zelo vznemiril. Isti dan porota zasliši tudi Karenino prijateljico Deborah Vachon. Po njenem pričevanju je bila Karen zelo natančna vrtnarka. Vse je bilo vedno urejeno. Ko je torej videla velik predel prekopane zemlje, je verjela, da tega Karen nikakor ne bi mogla narediti. In ko ste to videli, ste kaj rekli Debori? Kaj ste rekli? Rekla sem, kar sem mislila. In to je... Karen je tam notrka, ne? In kaj vam je rekla Debora? Ni odgovorila z besedami. Stisnila je ustnice in rahlo premikala glavo naprej in nazaj. V redu. Samo stisnila je ustnice in naredila tako. V redu, kaj ste naredili v tistem trenutku? No, predtem sem jo vprašala, kje je Karen, in mi ni zares odgovorila. Morda je nekje zamrmrala, zelo potiho, ne vem, ampak mislim, da je rekla, ne vem. V redu, torej ste jo vprašali, kje je Karen, in njen odgovor je bil, da ne ve. Da, to je pravilno. In potem, ko ste videli tisto zaplato zemlje, ste se z njo soočili in v bistvu rekli, da je Karen tukaj notri. Rekla sem, Karen je tam noter, kaj ne? V redu. In ona vam sploh ni odgovorila. Ne. Ni. Po pričanju Kareninih prijateljev, tožilstvo pokliče več prič iz šerifovega urada okrožja Hillsborough, ki so preiskovali primer. Njihova pričanja pomagajo povezati koščke skupaj. To je namestnik šerifa Daniel Zintak iz šerifovega urada okrožja Hillsborough. Kaj ste videli, ko ste šli na zadnje dvorišče? Zadnje dvorišče je bilo brezhibno, razen zemlje na sredini dvorišča. In to je dokaz številka 19b. B. Je to tisti kup zemlje, na katerega se sklicujete? Da. Ali ste imeli še kakšen drug pogovor z gospo Patton? Dejansko sem jo vprašal glede samega kupa zemlje. Ali vam je povedala, zakaj je bil tam kup zemlje? Ja, rekla je, da je sama tam posadila drevo, potem pa njeni sestri to ni bilo všeč, ker je hotela travo od ograje do ograje, zato ga je izkopala. Po besedah sodnega izvedenca je Karen utrpela strelno rano na desni strani prsnega koša, vendar ni bilo nobenih dokazov, da bi streljali z bližine. Ta rana vstopi v mišice na desni strani prsnega koša. Nato gre med rebra in vstopi v pljuča. Prebode pljuča in nato vstopi v srčno ovojnico, kjer je srce, ter prebode srce in pljučno arterijo. In nato gre še naprej nazaj proti hrbtenici in prebode hrbtenico. In to bi bilo približno pri prsnih retencih T8 in T9. In nato prebode hrbtenjačo na tej ravni, samo hrbtenico, in nato izstopi skozi hrbet. Prav, torej bi vi, to je bila uničujoča poškodba. Potem zdi se, da je prizadelo veliko organov. Prizadelo je glavne organe. Zrušilo je desno pljučno krilo in predrlo srce, tako da je bilo srce poškodovano in ni moglo več pravilno črpati. Je bila to takoj usodna rana? Običajno so to sekunde do nekaj minut pri takšni rani. Ni bilo dokazov o bližnjem stiku. Če je cev pištole v stiku s kožo, običajno ostane odtis cevi. Lahko je tudi neki saj ali pa se okoli rane pojavi usedlina smodnika. Nisem opazila nobenega smodnika na srajci ali koži. Prav tako ni bilo pikčastega vzorca, ki bi ga povzročili delci smodnika, ki zadenejo kožo in povzročijo majhne drobne odrgnine. Tega res nisem videla, zato to ni bila kontaktna rana. Po tem pričanju je tožilstvo zaključilo s predstavitvijo svojega primera.
Zdaj ima obramba priložnost, da predstavi svoj primer poroti. Sodnik je vprašal Deborah Patton, ali bo pričala. Edini odgovor, ki ga je sodnik verjetno pričakoval, je da ali ne. Vendar ima Deborah Patton drugačen odgovor. Ali ste imeli priložnost govoriti s svojimi zagovorniki in dobiti nasvet glede vaše odločitve? Da. In kakšna je ta odločitev? Moja odločitev v tem trenutku je, da ne bom pričala. Ker sem imela samo izjave iz druge roke, ki bi jih lahko predstavila. Imela sem le domneve o drugih motivih, drugih oseb, ki bi lahko to storile. Ampak ni bilo ustrezno preiskano, prav? No, ni treba, da se spuščamo v vse to. Torej, samo da ali ne potrebujemo vseh teh informacij. To je za drugič in druge. Ampak dovolite, da vprašam še nekaj. Ali vas je kdo prisilil ali vam grozil na kakršenkoli način, da sprejmete to odločitev? Nihče me ni prisilil, da sprejmem to trenutno odločitev. Vse, kar pravim, je to. Če bi imela priložnost, da bi ta primer od začetka pravilno obravnavala. Iz njega bi lahko odstranili veliko dokazov. Razumem to, gospa. Če se spomnite, bil sem sodnik, ki je ta primer začel. Takrat, preden sem postal sodnik kazenskega oddelka. Seznanjen sem z vsemi vprašanji, ki ste jih izpostavili in to razumem, vendar to spada drugam in za drugič. Hvaležen sem vam. Da ste si vzeli čas in se pogovorili z menoj ter odgovorili na ta vprašanja. Na koncu obramba sploh ne predstavi svojega primera. Obramba, lahko začnete s svojim primerom. Hvala, zato za zdaj zaključujemo, slišimo vse moje predloge in ugovore. Hvala lepa, spoštovane dame in gospodje. Tako tožilstvo kot obramba sta zdaj zaključila svoje primere. Odvetniki mi bodo zdaj predstavili svoje zaključne argumente. Kar je pri tem primeru res zanimivo, je to, da tožilstvo pravzaprav ne razkrije motiva, zakaj naj bi Deborah ubila svojo sestro Karen, vendar verjamejo, da je dovolj dokazov, da jo označijo za edino osumljenko. Tukaj je pomočnica državnega tožilca okrožja Hillsborough, Kelsey Day, 20. maja 2021. To je zadnji dan, ko sta Pam in Jen, Karenini prijateljici, videli živo pri njih doma. Nato pa je naslednji dan, 21. maja 2021, njena prijateljica Debbie Wachen zadnjič videla živo. Začelo jih je skrbeti, ker se Karen ni oblašala. In potem 24. maja vemo, da jo na posnetku varnostne kamere zadnjič vidimo živo. Vrne se v svoj dom in nikoli več ne pride ven. Želim, da vsi opazite, kaj ima Karen oblečeno. Vidite jo lahko, kako stoji v svoji garaži in ima oblečeno vijolično majico. Gre in poskrbi za svojo trato. Oblečena je v tisto vijolično majico in svetle kratke hlače. To so natanko ista oblačila, ki jih bodo kasneje vzeli z njenega telesa. Na istem posnetku vidiš Karen, kako se sklanja in ureja svojo trato. Slišali ste, da je bila zelo natančna glede svoje trate. To je bilo zelo značilno zanjo. Ves čas je delala zunaj, sosedje so jo videli. In na tem posnetku jo celo vidiš, ko se sklanja in ureja svojo trato. Ne pozabite pomahati, ko mimo pripelje voziček njenega soseda. Ko se Karen okoli 12. ure popoldne vrne v svojo garažo in zapre vrata, nikoli več ne pride ven. In to je zadnjič, ko jo kdo vidi zunaj njene hiše. In ko so govorili z Deboro, so pojasnili, da je bila njena drža vedno zelo mirna. Ni bila zaskrbljena, kje je Karen. Ni želela vložiti prijave o pogrešani osebi. In ni bila zaskrbljena. Deborah je točno vedela, kje je bila Karen v tistem trenutku, ker je ona tista, ki jo je ubila in zakopala v tisto luknjo. Da bi dokazala umor druge stopnje, mora zvezna država Florida dokazati, prvič, da je Karen Paez mrtva. Če vemo. Našli so njeno truplo. Obe strani sta se strinjali, da je bilo truplo Karen Paez. Drugič. Smrt je povzročilo kaznivo dejanje Deborah Patton. Karen Paez je bila ustreljena v prsi. Karen Paez je bila ustreljena v prsi, medtem ko je bila v svoji hiši. Edina druga oseba, ki je vstopila in izstopila iz te hiše, je bila Deborah Patton.
Debra Patton je ustrelila Karen Paez v prsi. In potem tretjič je prišlo do nezakonitega uboja Karen Paez z dejanjem, ki je bilo izjemno nevarno za druge in je kazalo izprijen brez ozira na človeško življenje. Ko je Deborah ustrelila Karen v prsi, ji ni bilo mar, ali bo Karen preživela ali umrla. Poskušala se je znebiti vseh dokazov, imela je dovolj dni za to. Znebila se je svojega strelnega orožja, znebila se je Kareninega mobilnega telefona, ki ga nikoli niso našli. Zagotovo je počistila notranjost hiše. In mislila je, da se je Karen dovolj znebila, da je nihče ne bi našel. A na kar ni računala, je bilo, kako zelo so Karen imeli radi njeni prijatelji in kako zaskrbljeni bodo postali, ko se jim Karen ne bo oglasila. Čeprav se je obramba odločila, da ne bo predstavila svojega primera, so imeli še zadnjo priložnost, da poroto prepričajo o nedolžnosti svoje stranke. Tukaj je odvetnica obrambe Marija Dunker. Vi porota boste odločili, kaj je bilo dokazano, kaj je bilo ugibanje in kaj je bilo izmišljeno. Ko se boste vrnili v tisto sobo za posvetovanje, boste morali v resnici odgovoriti na dve vprašanji. Prvo, a je Deborah Patton ustrelila in ubila svojo sestro Karen Paez? Drugo, kakšne so bile okoliščine tega streljanja? In s tem mislim, ali je šlo za umor druge stopnje. Natančneje, ali je bilo prisotno sovraštvo, zloba, hudobija in zla namera. Ali pa je bilo kaj drugega, se je zgodilo kaj drugega. To so vprašanja, na katera boste morali odgovoriti. Dali so nam tudi informacije, da se Karen in Deborah nista razumeli. Deborah Patton se z njo ni razumela. Ampak moje vprašanje za vas, člani porote, kaj to pomeni? Nista se razumeli, se preprosto nista marali. Je šlo za tipičen prepirnec o stanovalkama, je šlo za družinsko dramo, kaj točno se je dogajalo? Nimamo nobenih teh informacij. Vemo le, da se ne razumeta. Tožilstvo želi prikazati, kot da je že samo to razlog, da bi nekdo storil umor druge stopnje. In jim ni treba dokazovati motiva. Ne namigujem, da to počnejo, ampak skušajo vam to predstaviti kot razlog, zakaj bi bila Deborah Patton edina, ki bi si želela ubiti svojo sestro. Samo to, da nekoga ne maraš ali se z njim ne razumeš, je daleč od dokaza okraj razumnega dvoma, da je nekdo storil umor druge stopnje. Toda, spoštovani sodnik, rada bi delila nekaj, kar me razjeda, odkar je bila Karen umorjena. Kot pričanje gre zgolj za dopustno izjavo iz druge roke. A to je vse, kar v mislih slišim Karen govoriti, in to me razjeda do obisti. Meseče pred svojo smrtjo je Karen večkrat ponavljala: če se mi kaj zgodi, jim povejte, da je to storila moja sestra. Ona me bo ubila. Znova in znova smo slišali takšne izjave. Težko sem verjela, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Dajali smo predloge. Rekli smo: odselijo, najdi ji drugo stanovanje, tudi če boš morala za to plačati. Odseli se tudi ti. Pojdi stran. Prepričaj se, da njena pištola ni nabita. Nič od tega se ni zgodilo. Kaj bi še lahko naredile kot prijateljice, da bi rešile življenje naši prijateljici? Zato, ko v mislih še vedno slišim te srhljive besede, je Deborah Patton kriva. Ne za umor druge stopnje, ampak za umor prve stopnje, saj je svoji žrtvi dala vedeti, da jo namerava ubiti. Ali obstaja kakršnokoli upanje za pogojni izpust? Želim, da umre v zaporu. Želim, da je nesrečna. Ona je naredila nas, ostale nesrečne. Ne zasluži si nobene milosti. Če bi imela priložnost, bi verjetno uresničila tudi druge grožnje, ki jih je izrekla drugim družinskim članom. Zato vas spoštljivo prosim, da ji dosodite dosmrtni zapor. Želim, da umre v zaporu. Vaša čast. Kljub obsodbi Deborah Patton ima za sodišče še zadnje sporočilo. Vaša čast, hvala, zato nisem kriva. Nameravam se pritožiti na razsodbo.
Odpustim tudi vse, kar sem pravkar slišala in vse, kar sem slišala, da je bilo živo. Nebeski Oče, vem, da imaš popoln nadzor nad to situacijo. In čeprav razumem, da je razsodba že sprejeta in da boš izrekel kazen, se bom še naprej borila proti temu. To je vse, kar imam za povedati. Ampak sodnik je imel zadnjo besedo. No, spomni se tega dokaza, spomni se tega primera, ko je prvič prišel v obravnavo. Hladen, prerazumljiv način, na katerega ste zagrešili ta zločin. Pravite, da ste nedolžni. Nihče drug se s tabo ne strinja in jaz se zagotovo ne. Porota se zagotovo ne in nekega dne ti bo sojeno. Če si Bogom boječ človek, potem bi se moral zdaj bati Boga, ker je tvoj zločin ti si. Zlo, ki hodi med nami, je prepričano vate zaradi tega, kar si storil. Ko sem gledal posnetek in te videl, kako si mirno vzel lopato in si vrnil v hišo, da bi zakopal truplo svoje sestre, je to nepojmljivo. Ona ni gledala posnetka. To ni tvoj čas za govorjenje, zdaj je tvoj čas za poslušanje. V redu, mislim, da morda misliš, da je to šala. No, uživaj preostanek svojega življenja, ker ti bom naložil dosmrtno zaporno kazen. 25 let je bila obvezna kazen. Prizna se ti ves čas, ki si ga že odslužil, a preostanek svojega življenja boš preživel v zaporu. Sodišče te je že spoznalo za krivega. To je vse, kar imam za povedati. No, Debora se je svoji kazni smejala. Prijatelji Karen pa so čutili nekaj drugega. Olajšanje, saj so vedeli, da je pravica končno zmagala. Debora Patton trenutno prestaja dosmrtno kazen v kazensko-popravnem zavodu Homestead Correctional Institution v Homesteadu na Floridi. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi. Sem Elizabeta Milner in se vidimo spet prihodnji teden z drugo zločinko.